Tovariši, problem prehrane ljudskih množic moramo rešiti kar se da hitro in uspešno. Jaka danes ne bo kosila. Naša prehrambena industrija ne more delati čudeže. Da bi tako kot Kristus nahranjevala množice. Če ne nažagaš, da ti ne bo kosila. Oprostite, tovariš direktor Butuli. Storili smo vse, kar je bilo v naši moči. V to sploh ne dvomim, tovariš komercialni. Vendar bi rad poudaril. Da bomo danes lačni, če ne nažagaš drvi. Tiza! Prosim te, ne vodi me s takimi malenkostnimi problemi. S tovariši se ukvarjam s problemom prehrane ljudskih množic. Ti pa vidiš poslednje svoj individualni problem. Upam, da si bila toliko prijazna in si prebrala na vratih, da vršim funkcijo direktorja tovarne testenin. Včeraj si še pa šel direktorja kurivo prodaje. Predvčerajšnjim Litozdroja, predvčerajšnjim kurilnice. Jaz pa te že ves teden prosim, da mi nažagaš drva. In da rada kompromitirala, ali bi ti rada, da reakcija poreče. Češ, z Jako je že tako daleč, da mora žagati drva. Pristal je na zadnji instanci, to je na Trezinem dvorišču. Ali me razumeš, ženska sakramentska? Jaz, človek z ambicijami, z idejami, pa jaz ti naj drva žagam, trola. Čemu pa ti ne kupiš na žaganje? Kaj se tebe noben napredek ne prime? No, saj če bi ti rekla, Jaka, svetuj mi, kako naj organiziram žaganje drvi. Ne rečem, da bi ti ne pomagal. No Jaka, kako bi pa ti organiziral žaganje drvi? Enostavno. Otroke bi poslal po nekoga, recimo po Gregiča. In ti bi mu odslužila. Še uranjamo nisem. Ja, čemu pa najevaš več, kot zmoreš? Saj moram, denar nam kar kupiti pa pisarišnjega pisma nekim funkcionarjem, za katere sploh ne veš, če so še živi. Res je, tudi zato se bo pustil kajenje. Pa, skupaj je eno in drugo. Ali misliš, da si ti tombola? Da si bila zame glavni dobitek na tomboli, ali kaj? Povem ti, nesrečen sem, ker si moja žena. Drugič, ker je tu terensko delo in tretjič, ker tu ni instanc. O, te instance še pa jaz pogrešam, bi te vse spravile k pameti. Tereza, opozarjam te, da sem za okolje, v katerem moram delati, prepameten in me zato ljudje ne razumejo. Kako naj te razumejo, če podiraš opekarne in gradiš kulturne domove? A spet pogrevaš, kaj? Ne, le hočem, da veš enkrat k pameti. Ali ne uvidiš, da je moja rešitev v podjetju? Za terensko delo sem kratko in malo preširoko potezen. Ali ni bilo tako tudi s kulturnim domom? Dokler smo imeli sestanke, ni bilo sitnosti. Ko pa sem začel z stvarnim delom, torej z podiranjem opekarne, se je samo ministrstvo oglasilo. In zakaj? Ker se je pojavil neki Gregič in o tem obvestil in so star zapletel. Kaj pa koga briga v Ljubljani, kako mi zidamo kulturni dom? Glavno je, da stoji. To bi bilo samo pri kulturnem domu. Kaj pa pri zakonu, koliko mora povreč kolaška prasica, koliko pol kolaška, koliko zadroz z ohišnico, pa razdelitev varoške zemlje, pa ko so te kmetje prirubljeni v pretekli. Tereza! Če me še ti ne boš razumela, se bom zatignil. Ali povem ti, posledice bodo strahotne. Kaj ti predvidevam politični problem. Oblast bo posebna v mestu. Danes nihče ne more mimo tega, če se človek ubije, ker ni smel delati. Prosim te, delaj kar Prosim te, odidi po prsti. Rad bi odposlal še nekaj pisem in tovarišem obrazložil moje notranje stanje. A povem ti, Jaka Butolin že dolgo ne prosi več, ampak samo opozarja na merodajne faktorje in eventualne posledice.
Ampak oprosti, Jaka, kaj bo danes za kosilo? Ja, pa pošlji otroke v zadružno gostilno, z naročilnico. Račun pa naj pošljejo na Terezo Gotolik. Aha. Saj ni slava ta moja Tereza. Le njena duševna plitvost, pa ta sperderba pol vrednosti babe in ji prepreči, da bi takoj razumela človeka, kaj misli. Kje sem že ostal? Dokončati moram pismo. Tebe, ki poznaš moje sposobnosti, pooblaščam, da opozoriš merodajne faktorje, da ne prevzamem nobenih posledic za eventualno nesrečo, če me merodajni faktorji ne bodo uporabili kjerkoli, da bi mogel razviti svoje visoke ideje. Opozarjam te, da nočem imeti s terenom nobenega opravka več. Sprejmem pa kakršnokoli delo v proizvodnji pod pogojem, da bom imel opravka s kvalificiranim ali vsaj pokvalificiranim kadrom. Upam, da bo prišla še nocoj Julča in to prepisala v 3 izvodih. Poslal bom Zarku, Merčniku in Iršniku, pa tudi Krničniku ne bi škodilo. To se pravi v 4 izvodih in kopija zame. Tereza! Tereza! Rabi Julčo. Z tega ne bo nič. Te ženske že imam dovolj iz časov kulturnega doma. Koga kot direktor potrebujem prepisni karne? In če rečem, da rabim Julčo, jo tudi rabim. Kaj misliš, da se bom cele dneve pogovarjal z namišljeno tajnico? Kaj pa praksa? In Jureča je tako inteligentna ženska. Ja, prav mala je Jaka, te ni zmešala. Dobro veš, da nisem tam. A povem ti, da bom zato, da se usposobim za direktorja, razkiral vse, če je treba tudi ločitev od tebe, ki mi internet pomeniš. Z današnjim dnem namreč začenjam kratek praktični kurs, da si usposobim tajnico, kakršno si želim. Mislim pa, da bom vsak hip potreboval tudi svojega osebnega kurirja. In zato bom rabil tudi Štefa. Vse je tako vedno po tvoje. Prav poslala bom Julče. Ampak opozorijo, da sem jaz tvoja žena. Pomiri se, gledal bom, da ti te časti ne bodo škandili. Ti, pošlji otroke na pošto. Kaj pa, če je nujno sporočilo? Če pošta prinesel. Bo to da kdaj? Kaj pa, če sem jaz med tem časom že imenovan? Ali zares misliš? Čas je pregresen, da bi se šalil. Okej, prav. Otroci, pojdite na pošto! Kriza! Naroči otroku, če je pošta ekspresna, mora teči. Če je navadna, sme smerno hoditi. Ali ne sme se nikjer ustavljati. Pozdravo. Po prijatelju za Štefa sem prišla. Zvoli, sedi. Kaj se umiraš, ne otegneš? Dobim jih lahko kolikor hoče. Veš, začeli bomo tečaj za tajnico, ki jo bom potreboval nekega dne, ko bom direktor. A bomo spet pričeli z delom? Kdaj smo pa mi nehali? Mi delamo non-stop. Tereza, opozorja otroke, da bodo tiho. Zadnje čase si te koristne opomine kar opustila. Pa kje sediš ti, Julča? Ja, kaj ni? Ali ne veš, da mi ni na roko? Zaradi moje levičnosti, presedi se. Tereza, pošli Štefu pijače in naj pride sem. Tako, pijače mu ne pošiljaj, da žrl se ga bo, a jaz rabim trezne ljudi. Otroci naj posedejo pod v
dvorišču, rabil in bom, ko bom vladil. Ti in otroci ste moj delovni kolektiv. Jaz sem tako vedno tvoj delovni kolektiv. Kriza se ne znajde, enostavno se ne znajde. Da sem se spoznal s tako navadno tepko. Pa ne bi ti raje malo okoli sebe pogledal. Julča, sem ti že rekel, da si prišla sem na kurs za tajnico in ne zato, da bi te moja jezika zlasala. Aha, mi boš potem skomandiral vsekako dobro službo ali je ta kurs samo tebi v zabavo? No, to pa je odvisno od tebe, kako se boš odnesla. Z nami predpasni, pa ne moreš biti tajnica z šurcem. Si pripravljena? Sem. Nekaj bi napisala. Ja, z roko ali s strojem? Pa normalno za strojem, kje pa živiš? Ja, če ga nimam. Ja, seveda ga nimaš, saj sem obadila. Vzami lepo neko knjigo in toči po njej. Tuk, 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 tuk. No, zakaraj. Sem, tovariš direktor. Je prav. Sporočilo stanovskim tovarišem. Napisala tovarišica. Sem, tovariš direktor. To je prav. Sporočam vsem direktorjem republike, da sem jaz, Jaka Vutolin, direktor tovarne testenin v Irsovcih. Si napisala. Sem, tovariš direktor. To je prav, vedno moraš poudarjati, da sem jaz direktor, če hočeš biti dobra tajnica. Da sem jaz in tako dalje. Prekoračil družbeni plan proizvodnje za 100% in da se vsak državljan zavida političnega faktorja, ki ga proizvaja makaronska industrija. Si napisala. Sem, tovariš direktor. Prav. Stigla! Domislil sem se telefona! Halo! Halo! Halo? Ja, razumem, tovariš direktor. Razumem, ja? Tako je prav, Julča. Vedno samo razumem, tovariš direktor. Boš videla, tako bova dobro orala. Halo! Halo! Ti se tu obiraš, jaz bom pa doma crknal, že? Treba tajnica od direktorja. Zdravo, Štef. Bog daj srečo, dobro. Ampak, a veš, kaj pa, če midva kar gremo, jaz imam kulturnega doma že poln kufar. Počakaj, Štef. Sabo te bom vzel, veš. Pa Julča tudi. Izkazala se je kot idealna tajnica. Razumeš? Razumem, sem jaz bi rajši škal. Počakaj malo. Tereza, prinesi Štefu pijače. Da ne bo zival, ko nam vsape zmanjkuje. Saj vendar moja dolžnost, da poskrbim za svoje nekdanje sodelavce. Če boš štel vsem svojim nekdanjim pomagati, bo tudi koruze in krompirja kmalu zmanjkalo. Žena bodočega direktorja pa ne ve, da mora imeti direktor reprezentanco, da se lahko njegovi sodelavci odžejamo. Julča ima popolnoma prav. Prinesi pijače in bodi malo manj primitivna. Razumem, tovariš direktor. Ne zamerite ji, Štefi, Julča. Navadna ženska je moja Tereza. Skrajni čas je, da je malo kulturno avzrajsa. Ob otrokih se je kar nekako izgubila. Pa saj tudi Katerin name nekaj prida vplival. Štef, zdaj mi pa ti po domače povej, kako se počutiš. Nič točnega ne morem reči. Kaj pa pravzaprav misliš z menoj? Ja, sabo te bom vzel. Veš, za pomočnika mu boš. To pa ne. Ja, boš pa za kurirja. Neka umestna instanca, ki se bo imenovala direktorjev osebni kurir. In to delovno mesto bo takoj ob nastopu osnoval. Štef, ne bo ti sile, Jaka bo že ne pogledal na naju. Jaz vedno gledam na ljudi. Ampak, veš, jaz na pomlad bi pa čez zimo bi mogoče še lahko. Na pomlad, ko se začne pa delo na grunti, pa nimam več cajta, veš. Pa če bi ti mene še farovško zemljo zrihtal, tako si obljubo. Kako si naiven.
Na zemljo boš pozabil brč, ko boš okusil, kako gre človeku, ki zanj skrbi država. Vse vrste si boš oblizil. Ti se ti treba mnogi preveč hvaliti. Kaj? Misliš, da še pa nas nekaj ljudi, te ne bodo imenovali za direktorja. Tereza, spet si dale za menoj. Povem ti, Jaka Votolen ima zveze. Torej, to je ljudi, ki znajo presoditi mojo bistroumnost. Slehterno pri belem delu jih je treba iskati, od magistrata do občine. So tudi umestne instance. Ampak da ne bi čisto stonj čakali, mi le vseeno narežeš, nažagaš kakšno poleno. Vsakomor je jasno, da je ta problem zame adakt. Rešiti moram važnejše probleme. To je prvič. Vzgoja direktorjeve tajnice. Drugič. Vzgoja direktorjevega osebnega kurirja. In tretjič. Vzgoja direktorjeve žene. Ta problem je najbolj pereč. In tega bomo začeli reševati takoj zdaj. Takole med nami še lahko katero blekneš. A da si slučajno ne bi spozabila v pričo drugih direktorjev. Da bi imela takšnele izpade, kot je bil danes ta zdravnik. Ma ti ga pislome. No, kaj bi ti rekla? Če bi bil šef neki drugi direktor in Julča njegova žena. Jaz sem rajši, ne bom več. Če Kaj boš? Faroško zemljo zrehtaš, tako se obljubiš, ti ne bom več na poto. Pusti zemljo. Kaj se dvikaš, te vsaj ne gre za res v takšnih sprejemih, tako samo ženske govorimo. Ja, že vem, kaj bi jim povedala. Ej, Julča, ti znaš človeka zamikati. Ali Tereza, midva se ne dava. Obriši se roke. Na nosu imaš neko piko. Meni stopi, moja žena si. Julča ima jezik, ti pa postavo. Vsaka ženska ima nekaj. In če to odkrije, je to njen kapital. No, pojdita iz sobe in se vrnita, kot da sta prišla k nama v goste. Pa ne bi mi raje zamenjali. Po mojem bosta šla vidva prva na takšne sprejeme. No, meni je to vseeno. Če tako moje ženi prav, potem vedno odločajo ženske. Meni se to zdaj vse skupaj na velika neumna. A mora biti človek tako? Ti pa kar ti hodi, vsake hlače v jersovcih ti prav pridejo, pa ima svojega deca to. Takšne razvaline, ko si ti pa še povohati noče. Ja, ne. Ne! Če se boste prepirali, bomo vejo odpustili v stečaja. Tereza, zavedati se moraš, da me bodo ljudje presvojali po vtisu, ki ga bo napravila moja žena. Tako je pač v današnji družbi uglajen močni svet. In tega niti jaz zaenkrat ne morem spremeniti. Pojdiva in ne stoj kot štork, glej, da se boš postavil. 15 let najnega zakona te že pa našem. Odkar te bo držita direktorska mrzlica, bi te naraj vsak dan namečastila malo. Tereza, pomisli, s kom govoriš. Opozarjam te, da bom začel izvajati konsekvence v smislu najnega prejšnjega pogovora. In se zares zategnil, če me ne boš poslušala in umogala. Pojdiva. Daj se pa postavi. Ali misliš, da si kaj slabši od onega? Tereza pa se z menoj tako ni mogla nikoli primerjati. Ja, Tereza, nači čisto prav, to je res noro. Ja, morda je, morda ni. Danes je že tak čas, da navaden človek tega ne more presoditi. Vedno se šele kasneje izkaže, kaj je prav in kaj ni. Zato je treba preizkusiti in paziti, da preizkus ne gre na tvoj račun. Julča, jaz pa samo vem, nam spet začel, jaz sem se rešil na pačo. Molči, tako dolgo, da ti bojo besede kar same od sebe pričele prihajati na jezik. Julča, daj mi nekaj, da se bom telefonično najavil. Gospod direktor, soprogo, veselilo nas bo. Veste, moj mož se sicer danes ne počuti najbolj dobro, toda presrečni bomo. Kaj poudari, da je res slabo, da mi gre kar na koliko zloj. Zdravo, to sem jaz. Jaka Votolen, nekdanji aktivist, znan po raznih terenskih zaslugah, sedaj direktor tovarne testenin v
Jersovci. Tole pa je moja zakonita žena Tereza Butolin, rojena vsaj ni grdo. Ritopek. Dobro, Rešite. Tovariša pa se bosta že kako znajdla. Slišim, da si kar dobro rečite na položaju. Če prav spod... Ja, kje pa ni težav? Tovarišica, vam bo mogoče nerodno v naši družbi. Kot vidim, ste čisto navadna ženščina. Ti pa kar tiho vodi, pa jezik zadove, štej piti mi daj, pa misliš, da jaz ne pijem. Tereza, ne more se tako prostaško vesti. To sem le njej povedala, to mi je bilo zavajal. Če se bo vedno tako obnašala, ne bo mogla nikoli na takšne sprejeme. Kaj? Tereza, moja žena si. In moraš biti uvidevna z ljudmi, s katerimi imam službene stike. Ne morem vse jih ignorirati. Veš kaj, najbolje bo, da bova vsak popoldan predebatirala. Kaj boš popularizirala in kaj bo ostalo med nama. Ti, Julča, pa ne boš dajala Terezi nobenih izjav, če tudi bi te izpraševala. Ha, pozdravljala me pa bo, pa če boš ti direktor ali pa ne. Figo, jaz bom samo jaki podrejena. Julča, pa kaj te stane, če Terezo pozdraviš? Mi pa na ugledu pridobimo. Kaj ti več ljudi bo Terezo pozdravljalo, več spoštovanja bo uživala. Kaj derejo? Telefonirajo, ne? Halo, kaj bi radi? Halo, tebe hočejo. Drugič pa me naj ne vznemirjajo, če so lažni. Imam dovolj svojih problemov. O, kako me glava boli. Mal si pa... malo, da. Kaj? Ti bi si odihoval, ljudje delajo v akordih, na normo, udarniško. Ti bi si pa odihoval, si se potem, ali kaj ti je? Ne, on je dober človek, samo ne znajde se, pa bi si rad malce vdahnil. Pa si odahnimo, no vse je, tale prekleta vaja tudi mene zdelala. Kaj bo šele takrat, ko bomo začeli zares? Daj sem, spet si šnufala. Pa kolikrat si ti že rekel, naj ti ne vznemirjajo pisma, ki niso naslovljena nate. Poglej, se spomniš ti, ko so bila na terenu Ljubljenja, je on spal pri nas, Ferenc. Se ga spomniš ti Ferenca? Kje bi se vseh spominjala, ki so prenačevali in ljubili tu okrog. Poglej, piše mi in pravi, da razume mojo situacijo. Kako čudno, da imajo razumevanje človeka tisti, ki mu ne znajo pomagati in ne more. To sem si pa jaz že dolgo mislila. Kaj si pa ti mislila? Ja, da se bosta vidva znašla v takšni situaciji. Kaj si imela ti slučajno tajne zveze z njim? Ne, Jaka, to da vsak pameten človek ima v glavi neke zveze, ki mu povedo dokončen cilj takšnih le Ferencev. Ti se pa tudi tako komplicirano izražaš, da te še hudiš ne zastopi. Kaj je pa to? Nekaj nas terjajo. To je zate, čeki niso zame. Naslovljeno je nate, torej me ne zanima, ti izvoli. Kaj pa je to? Zdaj smo na polju! Kaj smešan? Imenovan sem za direktorja! Zjaš, vsi bodo zjali, ker jim še do sape ne bo mogel, ko bom že na ministerstvu. Julika, poštudiraj, s komu bi ti skočila, da bi se po vasi čim prej razvedelo o mojem imenovanju. Jaka, po mojem tudi kaj izvedaj. Komerkoli bo reče, se bo kot blisk razvedelo po vasi. Ampak, ne bi ti raje malo počakal, kaj pa če ni vse res? Kaj? Ti dvomiš v tole pismo, aha? Tereza, a ti vame dvomiš? Sem te v 15-letnem zakonu že kdaj okoli prinesel?
Preveri ti. Ti to dobro znaš, ti ne rabiš očal. Ma sem da je umazane tace imaš, bom sam prebral. Sporočam ti, da sem ti izposloval direktorsko mesto v tovarni Gumbov, Boruta. Opozarjam pa te, da ti pa ima neke opaske. Pokaži, opaske človek ne sme nikoli preslišati ali celo zanemarjati. Opozarjam pa te, da je to zadnja usluga in da prepiši vse eventualne posledice izključno sebi. Aha! Vidiš, da to ni nič važno. Važno. Piše dalje. Pripominjam, da je podjetje zdravo, da so strokovno dobri ljudje, da je vodilno osebje inteligentno, skratka vse je tako urejeno, da podjetju ne more škodovati, če ga boš vodil ti. To piše tvoje najpovi. Posodi mi očala. Izvoli, preberi. No, si prebral ali nisi? Kaj? Ja, pa če ne mučkaš toliko? zameriš, tako se pač reče, norc ima vedno srečo. Kaj bi ti zameril? Vsak se pač po svoje izraža. Ti, Teresa, kateri otrok je prinesel tole pošto? Daj mu 5 dinarjev. Daj si kupi bombon. Ti dobiš kasneje. Daj si kupi bombone in naj jih vsem razdeli. Tudi Gregičevim jih naj da in naj pove, zakaj jih je dobil. Ko boš to uredila, se javi tukaj pri meni. Šef, zakaj tebi na suknji manjkajo bombi? Prosti, ne, brigam se jaz za ta. Odslej naprej se boš moral brigati tudi za te stvari, ko boš vodil z direktorjem. Kaj ne veš, da ti je ta gumb včeraj odpadel, pa ga nisem hotela nadomestiti brez vašega strokovnega mnenja, tovariš direktor. Kaj mislite, tovariš direktor, kakšna barva bi se najbolj skladala in kakšna kvaliteta bi najbolje odgovarjala? Rekel sem že, da še nisem seznanjen s proizvodnjo. Ne morem se odločiti, stopi naprej na svetlo. Ta vrak je neki nadomestek. Mogoče že sem ga med nemško okupacijo kupil. Odrez se pravi na vračiš okupacijske gumbe sabo, da bi pričega odreži, upecni. Saj ne mislim ugovarjati, gospod direktor, ampak saj so to taki knofi, jaz ne ločim knofa od gumba. Kaj se treseš toliko, tvoji gumbi in knofi so meni figo mar. Ali če mi pridemo v podjetje, ko bo stopil skozi vrata neki inženir za gumbe, že od vrat bo videl tvoje okupacijske gumbe. Kaj si bo on mislil o tebi? Kaj si bo o tebi mislil, sploh ni važno. Kaj si bo on o meni mislil? Si ti predstavljaš, kako se bomo gledali? To pa jaz ne vem, pa mene kar srat pritisne, če poštudiram, da sem te še med drugo vojno nosil še knofe od Franca Jožefa. Si imel pa srečo, vendar na to se vedno ne more zanašati. Sicer bi pa morala gledati na to ti, Julča. To je babje delo. Ja, že mogoče, Ja. Jaz se ne smem posvečati takšnim po malenkostim. Neprestano moram paziti, da se bo tovariš direktor zopet meni posvetil. Tako je prav, Julča. Vedno me opozori, če se bom ti izgubil v podrobnosti. Zadostuje že, če rečeš praviš, direktor. Prosim, glas malo zviše, ponovi. Tovariš direktor. Zdaj se boš moral normalno vesti. Prosim, če bi me vidva sedaj zapustila. Moram še eno in drugo preštudirati. Mama pa kar? Ma pa malo vadika in gumbe prišita. Kar pokliči me, noč in dan ti bom na razpolago. Nič ne obljubljam, misliš, da bi jaz sam cele noči doma, ko se boš ti vlačila z direktorja. Če rekel, Julča, da je na to ne računaj. Kako me glava boli. Teresa! Napravi mi obkladek! Teresa!
Obkladek mi napravi, strašno me glava boli. Mene že glava boli 15 let, kronične glava boli že imam. Prinesi še lavor, da bom noge porinil vodo. Veš, to mi potegne kri iz glave in lažje študira. Otroci, pa ne strajko vode! Ja, mama! No, počasi boli. Sedaj pa še boljše direktor. Vse nove zokne. Ajc, pazi, kaj delaš. No, Tereza, koliko si se vsajala glede mojega študija in vaj? Vidiš, sedaj bo pa vse prav prišlo. Sedaj se bo pa Jaka Butolen vozil z direktorskim avtomobilom. Ki se ne bo nikoli premaknil. Če ne bo benzina. O, benzin že bo, ampak kar ti v roke primeš, se ne premakne. A res. Veš, Tereza, prejšnjega direktorja so zaradi poneverb zaprli. Se bojo tudi tebe. So še kdaj kaj ukradel? Ti pa, če na to namiguješ, boš to dokazala. Dobro veš, koliko dam na čas. Pa daj malo več na družino, čas pa pusti ostalim. Molči! Ljudje, ki ne vedo, kaj govoriti, morajo molčati. No, Terezika, si srečna. Zdaj smo pa tam. Jaka Butolen, direktor. Z direktorskim stanovanjem. Z direktorskim telefonom. Halo! Z direktorskim avtomobilom. Tereza Butolen, direktorica. Stoj! Svin ne boš več pojkrala. To se zate ne spodobi. Te bomo še takoj nosoj pokladi. Že spet prežne. Kaj če te pa nalepam za prav? Kaj če ne boš enostavno več direktor? Tereza, ravno na napakah drugih se učimo. In Jaka Butolen ne bo storil nič takšnega, kar so drugi. Kure pa bom naredila. No, glede kursi še nisem na jasno. Ko bom nastopil svoje direktorsko mesto, te bo moj šofer malo peljal po mestu. In si boš ogledala, kako živi drugi direktorji. Ali redijo kure, ali ne. Tereza, a si ti na služkinjo že kdaj pomislil? Ve, prebili se ga na noč ti vidi. No, ne rečem, v življenju si veliko pretrpela. Vendar ti ne bi bilo treba, če bi poslušala mene in ne bi najemala tiste farovške zemlje. Kaj misliš, da bi ti z otroškimi dokladi slabše živela? Vse skup to ena velika potegavščina. Pa saj ni 1. april. No, veš, Terezika, v Rute se bomo preselili, pa saj bi bilo boljše mesto. Škoda, previsoko ne smemo ciljati. Saj bo že sedaj vse gledalo na nas. Predvidevam pa, da si mi ta položaj dali kot neko predpripravo za navišje. Kje so otroci, Tereza? Da jih ne vidi več smrkali. In da ne bi slučajno otroci direktorja tovarne Gumbov letali s knoflami naokoli. Tereza, pa zakaj, če piš tule? Sedaj ni čas, da bi se kar nekam zalolali. Vzemi neko brošuro, neko pismo in si malo preberi, da ne bo izgledala tako zabita. Ali vsaj malo po vasi stopi. Kaj te danes nikamor ne vleče? Ti je že greben zrasel, kaj? Direktorica. Motiš se, če misliš, da boš postala prevzetna? Ne otegnem. Moram, drviše mi pa zdaj nisi nažagal. Čemu pa nisi naročila Štefu in Julči? Pošli otroke po njiju. Ne moreta še biti daleč. Ali zares? Ja, seveda nam se ne spodobi žagati drvi. Otroci!
Kriva, da se nisem domislil. Tereza! A nič ne opaziš, ko me gledaš? Da te hlače niso dovolj dobre zame. Pa kaj bi pa rad? Ja, druge hlače! Maše, Ti- samo poročne so še. A poročno ni dovolj dobra zame. Pa daj poročno! Kaj boš pa imel, ko boš umaril? Ne bom se še kmalu stegnil. Še nimam let za to. Kakšno pa jaz sploh ne bom umrl. Kje pa imam čas umreti? Alo, to tajnica sektora tovarna Gumbo. Ne opustite direktorja in... Ne, ni na bolniškem dopustu. Veš, da se suspendiran je bil, ja. Ja, kako? Prostite, jaz pa nisem pristojna dajati kakršnikoli izjav. Ne, samo trenutek bom poklicala tehničnega, samo trenutek, prosim. Tovariš tehnični! Tovariš tehnični! Halo? Ja, tehnični tu. A je res vsak pošiljka Gumbo za Ameriko zavrnjen na tovarni generalni? Joj, tega problema ne morem kar tako rešiti. Ja, veste, novega direktorja še nimamo. Samo trenutek, prosim. Čica tajnica, daj sem sporočili, daj prije novega direktorja. Včeraj so ga baje imenovali, če bo še tako hitel, morda bo jutri tu. Halo? Morda bo jutri direktor tu. Vse bomo storili, kar je v naši moči, tovariš generalni. Takoj bomo sklicali vse bomo naredili. Bravo, tovariša! Jaz sem novi direktor. Halo? Direktor Jaka Butolin. Samo trenutek, prosim. Si videl, Štef, me že kličejo. Halo! 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 Oprostite. Kaj je? Halo! Tu Jaka Butolin. Novi direktor tovarne Gumbo. Halo! Seveda te slišim. Kaj podjetje, da je v težavah? Ja, katero podjetje pa ni v težavah? Ja, seveda jih bom rešil. Česa pa Jaka Butolin še ni? Odgovornosti pa še ne prevzame. Naj jo prevzamejo kar tisti, ki me niso pravočasno imenovali za direktorja. Čemu se pa razburjaš, človek? Če ima slabe živce, poji na bolniški dopust. Danes si pa ljudje še toliko časa ne vzavljajo, da bi se v miru pomenili. Kdo sta pa vidva? Jaz sem tehnični vodja podjetja. Veseli. Me veseli. Upam, da bomo dobro sodelovali. Pa kaj si ti rekel? Da si vodja? Takoj na začetku ti povem, da sem vodja samo jaz in non-stop samo jaz. Tako me pač imenujejo. Kdo? A ta tule? Ti si gotovo tajnica. Julča, vzgled si vzame, kakšna naj bo tajnica. Obrni se malo, tovarišica. Ti! Vidimo še od zadaj. Poglej, Štef. Zadaj ni nič slabša kot spredaj. Zdaj pa sebe poglej, Julča. Pete imaš pošvedrane. Zadaj si pa tudi takšna, da postane človeku dolg čas, ko te gleda. Tovarišica, poskrbi se. Vse ne bo zastojno. Veš, po naravi je inteligentna. Le življenje s tem kretenom jo je poneumilo. Oprosti ti, vodja. A so ti gumbi narejeni v moji tovarni? Ne, žal. Si ga videl, Štef, saj tudi tajec lja. Ti si pa svoja nadlogo tako k srcu že. Želim je, da drugače kot z mano. Kako drugače? Te gumbe sem prinesel lani iz Inozemstva. Se hvališ kaj? Prava figa. Raj mi povej, zakaj moje podjetje ne izdeluje takšnih gumbov. Veš, všeč so mi. Štef, poglej si gumbe in ne rezi vase kot preluknjan balon. Pusti ga. Za pol leta moje komande ne bomo nič zaostajali za Inozemstvo. In tebi, dragec, pa še marsikateremu ne bo treba lesti v rit onim Auslinderjem, da si nabavi takšne legumbe. Čeč. Kaj? Oprostite. Bože,
Prostite, je ta tovariš morda vaš pomočnik? Pa se bojiš ali kaj? Ne, postavil sem ga za svojega osebnega kolega. Veš, od začetka, ko še nisem vajen drugih ljudi, imam rad ob sebi svoje. Človek pač ima svoje drobne napake, ki jih drugi ne razumejo. O, razumem. Če dovolite, bi vas opozoril, slišali ste porazno novico. Na ladji je naš celomesečni proizvod. Ja, čemu se pa tako potiš? Julča, kje je ta prekleta baba? Zdaj pa ne bo nikoli pri roki. Julča, prinesi temu kozarec vode, vse je skotil. Nekam utrujen mi izgledaš. Mora boš ti na bolniški dopust? Že, vendar, manjka nam kvalificiranega kadra, ne morem. Si slišal, Štir? Hvala. Tu se ne bo poslanjal. Voda mi natešča, škodo je. Ne, meni tudi voda še za šolne. Ni dobra. Ni za. Kaj se veliko hvalite? Prosim bi, da skličemo sejo, ne? Ja, seveda sejo, da me bodo ljudje čim prej spoznali. Štefni se pa odstrani v tajništvo in se postavi v kot, da ne boš ljudem pod nogami. Julča pa se postavi poleg njega in da se ne bosta prepirala. Opazujta, kako se obnaša inteligenca. Oprostite, jaz bi pa odšel, veste, delo prečaka. O, prosim, ti kar pojdi. Njemu pa voda škodi, men pa tako paše. Ne boš ti Muti Barič se nažrl na vse zgodaj reprezentančnega likerja. O, pozdravljen, Jaka. Pravi mačo si. Če ti ne boš zrihtal tehle močkavnikov in ni pomoči. Nekoliko sem zažgan. Pa to ni od pijače. To je od razburjenja. Pa saj ni mačji kašelj takole skočiti iz razvlečenega terenskega življenja naravnost po proizvodnji tempo, kjer gre vse po tekočem zraku. Kaj ne, Jaka? Še klobuka nisva uspela sneti. Pa so mi že piščali slušalko in nekdo je celo tulil vanjo. Samo direktor zmore vse to. To je z drugimi besedami direktor Jaka Butorin. Pa naj še kdo reče, da nisem potreben. To bi moral sedaj videti Gredič. Zvil bi se kot glista v prahu. Pardon, ne smem biti maščevalen. Tovariš direktor, vodilno osebje je zbrano. Kakšno vodilno osebje? Vodilna oseba sem jaz. Vidite, razen prejšnjega direktorja še ni bil nihče razrešen. Saj tudi nihče ne bo. Kaj misliš, da lahko čez noč prevzame vse položaje v svoje roke? Strela sva že skupaj, tudi ti si zabita. No, ne rečem, da nisem sposoben. Toda čudežev ne morem delati. Kaj se ključiš tam za vrati? Štef, usedi se nekaj. Julča se pa tudi ne nasmihaj vsakomu. Nočem nobenih moralnih zapletov. Kaj si tako preplašen? Ali ti mogoče tovariš direktor ni dovolj dober ali kaj? Ne, samo, prostite, začudena sem to menjavanje direktorja zavrsti tako naglo, da se ne znajte Kolegica, saj se bo tudi to končalo. Ne malo še potrpi, da se Julča usposobi. Razbremenjena boš. O, to se pravi, da bom razrešena, kaj? Ni nujno. Veš, če imaš čisto vest, se ne boj, ker mojim očem nič ne uide. Pojdi sedaj, no, in lase si popravi. O, to ste torej vi. Ti si tehnični, ne, mi se že poznava. Kaj si pa ti? Jaz sem vodja komercijale. Aha, tudi ti si vodja. Zanimivo. Poslušajte mi, Lili Putaneki, čemu pa rabite potem mene, če ste vsi nekakšni vodje? Ne želim izpadov. Vedno sem se vsemi direktorji dobro razumela, a presenečenja ne morem skriti. Saj ga tudi ni treba. Jaz sem odkrit človek in se najraje po domače pomeni. Jaz sem računovodja. Nemogoče. Je kaj narobe, da niste
Še nikoli nisem bila kaznovana zaradi ponaverbe ali gospodarskega kriminala. Na to še pomislil nisem. Le nekoliko sem razočaran na teboj. Nekako drugače sem si predstavljal računovodjo podjetja. Toda jaz nisem kriva. Ja, seveda nisi ti kriva. Krivi so kvečjemu tisti, ki so te postavili za računovodja. Načelno se vedno za ljudi, ki nekaj predstavljajo. Morajo biti veliki. Če že niso veliki, morajo biti pa vsaj moški. A ti nisi ne eno in ne drugo. Izgledaš mi kot neka ušiva tajnica. A to ste torej vsi. A se vam ne zdi, da vas je malo premalo? Doslej nismo opazili, delo je teklo brezsilno. A se hvališ kaj? Ne, poudarjam je, da je podjetje zdravo, kader je v redu, seveda so težave, kje jih pa ni. Vendar takega problema, kot je ta danes, to podjetje še ni imelo. Zato, če dovolite, bi vam predlagal potrebne ukrepe. Pozneje, tovariš. Če ne bomo uspela vsega rešiti med uradnimi urami, bomo pa poluradnih urah. Na razpolago ti bo tudi po noči. Ko sem bil jaz še na terenu, je ni bilo nočne ure, da Jaka v to letje bi odšel k kmetu in kurniku kure preštel, če je slučajno pri popisu povedal napačno številko. Zaupamo vam to, da kot novi direktor še ne morete pustiti katastrofalnih posledic tega problema. Stvar je namreč v tem. Vidim, da ste zelo enotni. To me prijetno preseneča, kajti enotnost je predpogoj za uspešno delo. To bi morali videti sedaj univerzovčani. Pa s takimi ljudmi se da delati, ne pa z onimi plemenskimi biki. Čeprav ste že prej blagovorili poudariti, da nimam nobene avtoritete, vseeno smatram za svojo dolžnost, da vas... Zdaj boš pa javljal na tisti moji izjavi. Oprostite, ne razumete se, tovarišica je zelo skromna, a odlična računovodka. Njenemu opozorilu bi se tudi jaz pridružil. Če sem prav razumel, so težave s carinarnico. Kaj pa z banko? Pa če je najhujše stvari, bom jaz to mimo grede uredil. Ali sedaj vas vprašam za vaš najši problem. Ali imate vi avtomobil? Imamo Mercedesa. To je življenje! Štep, Julča! Strela kje je to? A ne kot svinje v štavlo! Tajnica vaju naj najavi. Čakaj, da se naj posrežite. A sta slišala? Mercedesa imajo. Kaj pa je to? Kakšne barve pa je ta moj avto? Črni. Kujoni so mi izbrali mojo barvo. Skromna pozornost, a jaz je ne pozabili. Ali lahko vidimo ta avto? Seveda. In gresta tudi Štef in Julča zraven. Da bi to sedaj moja Terezika videla. Razjokala bi se na drobne kose. Štef, zvečer pa ne pozabi Grigiču to povedati. Naj se mu streli žolč razlije. Pojdivo. Halo, to je tajnica novega direktorja tovarne Bukov. Dobar dan, tovariš generalni. Ja, direktorja ni trenutno. Ja, vem, da ste nas sklicali. Veste, ravno zdaj rešujejo ta problem. Ja, seveda jih bom upozorila. Hvala lepa, nasvidenje. Tristo zelenih močvirjev, to pa je avto in lekcici. Oprostite, to pride kasneje, zdaj moramo rešiti oni problem. Kateri problem? Ravno zdaj so klicali, torej 12 hočejo rešitev. Zdaj res si skrbna deklica. Le si vse zapiši in zapomni in me pozneje popolni. Oprostite, če dovolite, bi se jaz umaknil, veste, delo ne čaka. Poglejte, ura je 10, predlagam, da se 11 sestanemo in do 12 sporočimo naš sklep. Nasvidenje. Ti pa zelo rad predlagaš. Če boš imel še kakšen predlog, sem ti na razpolago. Nasvidenje. Kam pa ti? Bilanca me čaka. Katera je pa že spet to? Ja, bilanca. Še pa ne poznam. Pa to je moje delo. A delo pa ne smeš čakati, potem takrat tudi. Kaj si se Julča tako zazijala vame? Ne morem poznati vseh izrazov. To je namreč podjetje, nova struktura dela. Oprostite, a bi si morebiti ogledali podjetje? Posrčna, vendar, kot vidiš, ne utegnem.
takoj prenehajo z delom in ostanejo pri stroji. Veš, to mi gre na živce. Naravno sem vzhičen. Kakšen tempo! Kak naprej mi nekaj pripovedujejo, me razkazujejo. Takšen napredek po primeru s terenom. A Štef? Kaj ti? Takšen Mercedes pa še ni vozil po jeksovskih kolotačnah. Na kul, videl. Boš pa zdaj videl, pa še od zadaj boš lahko sedel. Kak bom pa šofiral? Ne bo ti treba. Oprostite, da bi biti zdaj šli. Veste, delavci delajo v akordih, težko bodo nadoknadili. Bodo. Ti me še ne poznaš. Zame so se ljudje vedno potrudili. Šesa vsega mi ni zadnji kočlak prinesel, samo da bi se mi prikupil. Glej, saj si ja še svoje lastne pisarne pogledati nisem otignil. Takšna je torej pisarna direktorja. Ni slaba, toda jaz bom eno in drugo preuredil. Imaš ti, Štef, mogoče kakšen predlog? Ne imam. Kak ne imam jaz svojo malo bolčok, ti svojo veliko ne imaš. Kaj se trešeš? Takole ni mogel, kje sem te vprašal. Če ti je slučajno kaj padlo na pamet? Nič Poglej mene. Na pamet. Tako vem, da ti ni. Poglej mene, jaz sem stopil skozi vrata. Prijel slušalko telefona, tako rekoč skočil v probleme podjetja. Kako se napravljaš? S kačkom očesa sem pa videl, da mi nizani na roko zaradi moje levičnosti. Pa kaj ti to pripoveduje, ko zaradi tega ti ne boš nič bolj pameten? Jaz pa že tako nimam časa. Ja, veš, Jaka, če bi ti mene Haroško za zemljo zrekel, jaz tebi ne bi bil čisto nič na poto. Seveda si mi ni treba, da tebe oziram pa na poto, že zaradi drugih te ne morem čisto ignorirati, ko te že vlačim s sabo. Čemu te že vlačim sploh? Ja, jaz ne vem, zakaj me vlači s seboj, jaz bi rad imel samo Haroško zemljo. Varovško zemljo, vedno samo Varovško zemljo, vsi bi radi samo Varovško zemljo. Da druge zemlje ni, da druga ni nič vredna, ali kaj? Varovška se boje, da že pa še ni nacionalizirana. Zdaj misliš, da se tvoje vidi drži, da je to že tvoje. A jaz pa naj organiziram pa uredim formalnosti. Kaj si pa direktor? Kako da najprej si boš ti to zaslužil? Primi to mizo in jo poviniva. Oni kot. In to, kar velja zate, velja tudi za Julčo. A je že ni. Torej je postala precej domača kosa. Kaj rabite? Ja seveda te rabim. Pomagaj to mizo povini. Kam želite? Voni konec. Ali imaš kaj proti? No, potem pa povini. Draga moja, meni ni nikoli pretemno. Če bi ti živela v Jersovki in študirala Petrolejci in takale direktorska soba nikoli ne bi bila pretemna. Imate prav, šla. Počakaj, malo se pogovori z mano. In malo podebatirajmo o moji komercijali. Kako pa, kaj ti? Si ti v redu? Imaš moža? Ali si sam? Dobro, zdaj hvala, dobro. Vsi direktori so bili zadovoljni za moj, čeprav ni nihče imel posebnega razumevanja za težave komercijale. Noče biti zahrbna. Nekateri vodilni so me zapostavljali. Srečna sem, da se ravno ni zanimala za težave komercijale. Hvala vam. Blagovolili ste se za njim tudi zame osebno, na primer moja komercijala. Pozneje, ljubica. Nije stvari, ki je jaz mimo gredenje bil uredil. In za komercijalo se bom še posebej zavzel. Kaj sem že hotel? Štef, da gled po strapu tu ni mu, raje mi pritrdi, da bo kolegica videla, s kom imamo pravi. To je, Jaka, butl len. Kakšen len butl? Butl len. Ja, kaka, butl len. Čuli me, da še ne
krumpir, poleti ga okoplješ, jeseni izkoplješ in pozimi poješ. Nobene razgibanosti, zato pa kmečki ljudje tako otopejo. V delavcih je inteligenca, v inteligenciji je okrepitev. Ja, kad tej mene samo farušku za zemljo zrihtaj, a pa mi ostal kar doma. Zemljo pa zemljo! Glej, Jaka, saj tu jaz še svoje mize nimam, še šenmiča nimam kam dati, imam že čisto masen, pa bom spet mogel celo noč julčki delati. Vršica stopi v skladišče po mizo. Veš, po naravi je zanesljiv, vendar ne samostojen. In zato ga moram imeti vedno pred seboj. Ti se pa zravnaj. Časi, ko smo odkrili, hrbtenice so mimo. Daj sendvič v žep. Masni je že tako ali tako. Pojdi ti. Kam je pa tehnični pobrisal? Tajnica, pokliči mi tehničnega. Ja, prosim. Si gluha ali kaj, ne prosi me toliko, da si ne boš česa izprosila. Ti čemu pa vrata ne škripajo? Da bi me pravočasno opozorila, če kdo pride ali odide. Ko se prekolemo šmunku, ne morem vsemu slediti. Če dovolite, da če po mizah, kako ukazujete. Ja seveda ukazujem, pridi. Nekaj bi te vprašal. Zakaj moje podjetje izdeluje ravno gumbe? Edino podjetje, ki to izdeluje. Vsa druga podjetja izdelujejo 1000 drugih artiklov, a naše ravno te usrane gumbe. Vprašam te, kdo pa rabi sploh gumbe? Moja Tereza jih reže iz starih hlač in jih šiva na nove. To dokazuje, da potrošnik ne rabi gumbo. Ljudje nosijo gumbe še od Franca Jožefa. In to ljudje, ki so med nami. Ja, kako lev. Kaj pa avtomobili? Ali niso tudi avtomobili iskan potrošniški artikel? Pa ljudje vseeno znajo razlik. Ne rečem nas, nič direktorjev. Že, vendar, avtomobili so nekako že vprašanje standarda, ne? Kaj pa aluminijaste žlice? Ali niso tudi aluminijaste žlice vprašanje standarda? Zdaj pa zijaš. Tako so zijali tudi včasih na terenu, če se prišel do pametnega zaključka. Saj res, kaj me delavci že čakajo? Še 15 minut. A namiguješ, ali kaj? Ja, nisem hotel, vendar, če povem po pravici, je časa škoda, ne? Česa je škoda ali ni škoda, o tem odločam jaz. Ti me še ne poznaš. Samo mednje bom stopil, rekel besedo ali dve. Jaka bo torej z nas preprostimi ljudmi. Zdaj me pa gledaš, ko da ti nimaš nobene metode, da si ustvariš avtoriteto. Res je, za take stvari se ne zanima. Mene zanima samo podjetje in problemi podjetja. Zato si vas drznem opozoriti. Tisto zadevo moramo do 12 nekako rešiti. Kaj pa, če me še danes ne bi Ja, bilo sama tukaj? sreča, da ste Si prišli. slišal štip? Kaj je rekel? Vidim, da nekaj preureja. Imaš kaj proti? Ja, ne, tudi jaz imam rad v svoji pisarni, mislim, delovni sobi, neko osebno noto, veste, to kaže celo človekov značaj. Točno. Oprostite, učel bi vedeti stranke, ki čakajo. Počakaj, stranke nekaj čakajo. Nekam nervozen si in se pristopaš. Sedi, to tudi mene spravi v nervozo. Veste, imam 25 delovnih izkušenj in navadil sem se, da vsako stranko takoj spremljam. Ne zamerim ti tega načina dela, vendar te podučujem, da je psihološko utemeljeno, da si avtoriteto pri stranki ustvariš tako, da jo pustiš nekoliko čakati. In ljudje prakticirajo to, tisti, ki imajo psihološke sposobnosti, oprosti, tega pri tebi nisem opazil, to prakticirajo tako, da pustijo nekatero stranko čakati pol ure, drugo 1 uro, tretja pa tudi ves dan. A ti, če ti kdo reče, sedi, stranka te čaka, na vrat, na nož, želite, prosim, sem na razpolago? Lepo te prosim, ti v lastnih vrstah rušiš avtoriteto. Potem si pa stranke domišljajo, da smo mi zaradi njih tukaj. Vaše ugotovitve so zelo zanimive, vendar predlagam, da jih razčlenjujeva pol uradnih ura. Zdaj imam stranko, ki bo 15 minut čakanja povsem zadosti. Adijo. Ti kar pojedi, jaz sem ti samo svetoval.
žela, zravnaj se, ali ne vidiš, da pred menoj vse onemi? A vsak se hitro povere. Ali pravim ti, da je to prav nič ne veseli, če prav dam nešteto priložnosti ljudem. Vem, da sem ti že omenil mojega prejšnjega šefa, ki je samo z rokami zakrilil in rekel, oči jaka, s tabo se ne da pogovarjati. Jaz se to tu ne morem s teboj pogovarjati. Če bi ti meni Haroško zemljo zrihtal, jaz sem sam za grunč dober. Reva, kdo tebe sprašuje, zakaj si ustvarjen? Življenje je vendar tako enostavno. Eni so za delo, drugi pa za komando. In dela samo tisti, ki ne zna komandirati. Tatjana je z delavci prinesla mizo do tega vašega Naj vstopijo. tovariša. Izvolite. Jej, kako Pozdravljena, vidva sta torej delavci. Jaz pa sem vaji novi direktor. Kako sta kaj zadovoljna z menoj? Je delovni kolektiv zadovoljen z menoj? Kako pa kaj vaji novi direktor? Vaš direktor, koliko je tako pri delu, imamo vse težave, to pa je brez njih, ne? Ja, seveda. Smela oditi, niso se prinesli. A poudarjaš uslugo ali kaj misliš, da nisem videl? Štef, kaj je ti morda še radiš? Ne, Seveda za vici pa tudi, če se ti ponuja, jo je treba izdraviti. Ne rabite, lahko odideš in mi pozdravi komercijalo. No? Kdo pa nima drobnih najemov? Ja, samo mi se zavedamo, da podjetje ne more reševati naše osebne države, kaj nam vidimo reči. Haj, to socialno zlo še ni izkoreninje. Smo že skupaj. To je krivda ambulantnega zdravnika. Gotovo je saboter. Koliko je pa star? Ja, 50. Ja, seveda, on je študiral v stari Jugoslaviji. Njegova miselnost in navade so kapitalistični. Iz tega slediš tem? Pojma Nina. Seveda, ti imaš pojma samo takrat, ko je treba zemljo pohamstrati. Iz tega sledi, da je ta zdravnik, kako se že piše? Zapošnik Max, ja. Da je ta zapošnik Max saboter. Tajnica! Zapiši si ime tega ambulantnega zdravnika, temu saboterju bo že jaz pokazati. To, da on ni kriv, trudi se, ki dela celo popoldne. Ti kar zapiši, ti ga pa ne zagovarjaj. Nisem šolan človek, to na marsikateri zahrbtnosti sem že prišel do konca. Ta zdravnik ima penicilin, ima fakulteto, pa še navadne jetnike ne zmore. Kar zapiši, to bo že jaz uredil. No, kako si pa kaj drugače? Vse v redu, tako da ta tovariš, še pravi naš ključno družino nima stanovanja. Starše se stiskamo, ja. Je to še pa večji socialni problem, ali nimaš ti nobenih perspektiv? Ja, nobenih, razen še ta še ne. Kaj pa, če bi tebi tvoj novi direktor pomagal? A vi? Da, jaz. Samo ne tako, da bi ti taščo fental. Ja, no ja, tako dobrega direktorja še nismo imeli, ja. Čakaj, pa ne lezi s hvalo vame. Veš, kje so Jersovci? 150 km od tod. Tam imam hišico. No, sicer je hiša Terezina. Ni velika to, da če sem jaz mogel svojo družino nam preživeti, boš tudi ti, ki si vajen, da te tašča v pot potisne. Ko bi ne bil brez starše, višjega standarda, se ne bi mogel želiti. Poznam ta problem. Pa počakaj, pa kaj priča ne prehitevaš? Dok malo se bom preselil v direktorsko stanovanje. Moja Tereza pa hiše gotovo ne bo prodala. Predobro je poznam, je preveč egoistična. Pravi, da ko bom v penziji, mi bo prav prišla. No in to bi ti odstopil. Kaj je spet? Naj kar počakajo. A misliš, da bom te tule kot pse nagnal, če me zunaj čakajo ljudje, ki so me danes že videli? A tako se to dela z delavci.
Mačo, neće me, evo za tovariš direktor. Ja tovariško se pomenita in mi skrb sporočita. Sedaj pa povedita in pozdravita kolektiv. Najraje bi odšel kar z vama. Počakajte, popoldne, če bodo imeli mogoče kakšen problem, se dobimo v vaški gostilni in malo podebatiramo. Štef bo spremil in tajnica naj pride. Želite, tovariš direktor? Julčo. Tu se me mora biti, rabiš jaka. A taka si, Julča? Ko sva vadila, se ti je tovariš direktor kak cedil iz ust. Sedaj pa kar tako po domače brežeš. In zaradi te tvoje preklete domačnosti bo moja avtoriteta trpela. Julča, napravi spremno pismo mojej ženi. Zadnje čase je v nekakšnem čudnem, razborljivem stanju. O, če bi bila pa jaz tvoja žena, bi bila pa čisto drugačna. Ne, Julča, ali predpozna si? Ja, morda bi se še pa dalo kako urediti. V življenju so stvari, ki se ne dajo kar tako urediti. Kaj bi lahko kot jaz Sedi. tudi nismo mal predstava. Veš, jaka, tak reč, če smo sama, si še jaz upam, kaj reč, tu pa gre sama antipatalagenca, še gospod župnik so to, pa kak jih ne jaz gledam. In jaz kaj postavil, pa sam tam si jaz gledam. A to mene ne zanima, ti postavi kako hoče. V take stvari se ne bom sprušil. Pojdi, poglejmo više v pomlad. Tajnica! Naj vstopim. Kaj je na tej policiji? Važen strogo zaupen arhiv. Pa na tej? Na tehnični ti si vzami strogo zaupni arhiv. V svojem podjetju ne mara nobenih tajnosti. Računovodja, zate so pa uradni listi. Kaj zjate? Ne razumem. Ja kaj pa je treba spet tu razumeti? Bar v svojem podjetju ne morem narediti nekaj po svoji pameti in dati na police moje uradne liste in to preštudirane. Čemu sem jih pa vsa ta leta študiral? Po imenu nas vseh bi rad poudaril, da smo presrečeni. To kvečjemu dokazuje, da ste v življenju prav malo doživeli. Dragi moji, mene nič več ne preseneti. Kdor ima jeksovce za sabo, je gladek kot rek. Kaj Štef, gremlješ tam? Zakaj si tako izgubljen? Zdaj še malo potrpi, jutri te bom že poslal nekam. Veste, ne zdrži namreč, če ga na vse zgodaj ne rupne ene 3 štamparne. Pa saj smo ljudje, moramo razumevanje imeti s človekom. Zavihaj si rokave in pomagaj tega vraga poriniti. Počakaj, da vidimo. Uradni listi so še nerazrezani, potem se pa ljudje čudijo, da se so direktorji kar tako menjevali. Naprimite vsak po en kupček, ti tajnica pa nam pokaži klep. To si za vas, tovariš direktor. Halo, kdo me vodi? Smo pri urejanju podjetja. Nihče si ne more misliti, kakšno zanikrnost odstranjujemo iz direktorske pisarne. Aha, to si spet ti. Nekoliko preveč nervozen si. Pojdite, s tem bom še jaz opravil. Kakšne posledice neki, čuj ti? Jaz bom še pohvalo dobil. Če kaj vse sem že danes rešil, ti me pa ne zadržuj in me pokliči jutri. Sprejela, spet si ga pozabil vprašati, kdo je ta, ki toliko tečnari. Generalni direktor banke. Ne, mogoče. Je mogoče. Kaj so tudi generalni direktorji banke? Če ne bi bilo, bi bila jaz, gospod direktor. Poslušaj ti, ko bomo tole uredili, se boš oglasila pri meni. In bova malo podebatirala o tej zadevi. Štef, a si že ti kdaj slišal za generalne direktorje banke?
Na kul. Če mama pa ne bo, se pa tudi vidva ne bova zaprkavala s temi usranimi gumbi in bova odšla na višje za generalnega direktorja banke. Jaz bom general, ti boš pa direktor. Pojdimo, srečko! Tako, Štef, zdaj si vsaj človeku podoben. Sam kravata me bo zadavla, tudi očala mi pa nič ne vidim. Ker me rehno, počej. Za zabite ljudi je to edina rešitev. Očala te naredijo pametnega. Zakaj pa ti nosiš špejgle? Pa jaz? Ja, jaz pa... Da so še bolj pameten. Naj vstopijo. Dobro jutro, kako smo spali? Kaj bo lepega? Čakamo, da bomo rešili oni problem, ne? Ja, kateri problem? Zadnji čas je že predlagal bi, da... Strela, če mislite vsi komandirati in predlagati, čemu sem pa potem jaz direktor? Štef, kaj se obračaš in mi obračaš srbe? Misliš si, da Jaka že sam uredi? Bo, še v hujšim situacijam sem bil kos. Čemu molčite? Ali bomo danes brez debate? Oprostite, ampak ni sredstev. Ti pa kar molči s tistim ni sredstev. Uniča, že mu pa potem imam računovodjo. Če ni sredstev, te ne rabim. Pojdi za računovodjo sončne uprave. Moje mnenje je ena. Počakaj, ti svoje mnenje. Veš kaj? Po noči sem veliko študiral. In sem sklenil, da te pošljem na bolniški dopust. Kam si ti, na primer, želiš? A jaz? No, želela bi že, jaz smatram, da sem v podjetju potrebna. Si ga potrebna, lepo te prosim. Če jaz ne bom nič opravil, kaj pa naj človeku takšnega pričakuje? Moje mnenje je, da... Kdo pa tebe sprašuje za mnenje? Raje odkrito povej, da bi rad šel zraven. Aha, sedaj se je pa tebi šapur povesil. A se čutiš tudi krajšano ali kaj? Da, med takimi je vedno kdo za kaj tudi krajšan. Ubogi direktor pa naj drži ravnotežje. Če je pa tako, potem pa vsi stisnite repe med noge in pojdite k vragu. Ko bo pa direktor Jaka Budolen vse to uredil, se bodo pa tovariši s počitki vrnili. Kam bi pa volila tovarišija od... Morje, na Ivajo! Morje ni za živce, na Geriti, zgoraj brez, potem si še bolj napet. Ne na morje, na okraj pojdim in jih opozorim na vaše samovoljne, nepreračunljive sklepe. Glej, na okraj dela. Jaz grem pa v banko. Aha, ti pa v banko. Štif, tale je pa drugi Gregič. Kateri je pa Joža? Jožica. Si ti Jožica? Jaz nisem Jožica, jaz sem Franska. Pa ti? Jaz sem bila vedno Antonija. Franske, Antonije, Frajtonarce, to se ti prijete. Pa vam ne bodo pomagali. Pa jim poveva, Štif, kam si šel? Da me je ta Gregič na ministrstvo sicer nekaj osral, a on je še vedno tam, kjer je bil. A poglej mene, jaz sem direktor. Kaj poskusi, če hočeš, da ti povem, kaj se bo zgodilo. Kvečimo tam, kjer si boš ostal, če že ne boš zdrhnil navzdol. Kaj ti Gregič ne more reči navzdol, ker je samostojen kuršlar. A ti? Ti si brez direktorja navadna nula. No, sedaj pa budite ravno tako, kot so včasih na terenu. Jaz sem se vas pa celo malo bal. No pa ne, da bi se vas ravno bal. Le vajen vas nisem bil. Kar odleglo mi je. S vašimi načeli se ne moremo strinjati. Saj se ni treba, ko živimo v demokratični deželi. Predvidevam, da smo končali. Kar se mene tiče, smo.
Ja, kaj me pa to sprašuješ? Avtomobila ni. Saj res. Roti, plači nimam absolutno. Seveda nimamo. Pa kaj tebe briga, če ni avtomobila? Je pa vsaj taksi. Pri nas vendar ni taksijev. Čemu jih pa ni? Ja, če jih ni, pač ni, je pa vsaj avtobus. Ja, potem pa naj nekaj sama da ne čaka. Ja, kaj misliš, da sem tako zavit, da bo šel cel kolektiv z avtobusom poplačal ali kaj? No, če strajate, ga bom pač naročila iz Ljubljane. A ti je to pretežko? Ni, samo neobičajno pa je. Gleda, tu je pa tudi vse neobičajno. Samo to je običajno, da izdelujemo te vserane gumbe, ko bi lahko izdelovali 1000 drugih artiklov. No, čemu si toliko preplašena? Ti, kako si pa kaj z Julčno zadovoljna? Vse ničesar ne dela, samo sedi tam pa gleda, pravzaprav je niti ne čutim. Ti jo boš že čutila. Kakšni je pa vprašaj? To bo še cirkus. A če bi ti, tovarišica, šele mojo Terezo videla, tih kodričkov ne bi bilo več, veš, izravnala bi ti jih v nulo. Prostite. Kaj se me toliko oproščaš? Predstavljaj mi nisi stopila na nogo. Ostani še ti malo. Kaj ti nikoli ne posediš takole z direktorjem? Jaz nisem taka. Ti že vnaprej praviš ne, čeprav še te nič vprašal nisem. Nič se ne boj, jaz nisem tak. Veš, nima se smisla spozabljati. Tereze se tako ali tako ne rešim. Samo otroci bi bili nesrečni. Kaj da? Je pa tako hitra, pa spet ne smeš biti. Kaj ti? Koliko si pa kaj ti stara? Nekaj čez 30. To so leta. To se jaz pomislit, ne. Pa kaj? Upam. Nimaš nobenih težav s temi leti. Težave običajno pridejo šele kasneje. Ja, saj imaš prav. Saj tudi jaz takrat, če nisem imel svojo Terezo težav. Ali sedaj, ubogi jaka. Pa pa ti te nadlegujejo takole moški člani kolektiva. Ne, v službi sem vedno samo službena in čisto nič drugega. Tako je prav. Vidim, da si poštena od dekle. Ti kar pojdi, viš, rad te gledam, čeprav nimam slabih namenov in se ne bom spozabil. Človek toliko sliši, veš, na teh rečeh, da kar ne more kaj, da ga ne bi malo takole vznemirjal. Pa jaz tako nimam časa za to, veš. Pojdi sedaj, no? In naroči avtobus. Ajdica. Telefon? Prosim, za vas, direktor. Halo, pozdravljeni. Imam spet kakšne težave. Ti lahko pomagam? Čemu se pa razburja? Še nismo problema rešili včeraj, ga bomo pa danes. Dragi moj, na teren pojedi, tam se boš naučil strpnosti. Halo! Halo! Lega bravo, zdaj je pa prekinil. Najprej mi na dolgo in na široko razlaga in se huduje nad problemom, ki ga ima moje podjetje in da sem jaz zdaj odgovoren, potem pa kar trešči slušalko. Kam se je pobrala? Nisem gledal tudi me. To ti je stvarca, a? Si ne upam niti v vredi, ko poštudiram. Julča tak zmatra, kak bi bilo šele 100 Ti pač tridelno ovaro. Ti pač nimaš nobene samozavestni oblik mene. Ne rečem, da sem najboljši, ali še najmanj najslabši. Pravim, da tole tale stvarca me malo vznemirja, veš. Pravi, da v zakonu utopiš. Ma to govorila samo zaradi kamuflaže. A jaz ne nimam časa za to, veš. Kaj ti misliš, koliko bom jaz kaj zaslužil? Malo že ne, skor toliko jaz. Pa to sploh ni važno. Važen je naslov. Jaka Butolin, direktor. Šele sedaj lahko po mili volji preizkušam svoje sposobnosti. Kakšen užitek, ko sem jih prej poslal enega za drugim na bolniški dopust. Kam pa pridemo, če takile liliputanek izrastejo direktorju čez glavo? Pa to vendar ruši avtoriteto vsemu direktorskemu stanu. Vodilno osebe je zbrala na čas.
že hoče? Bomo najprosim, da damo posle. Ravno pravo ste poštudirali. Mislite si vsi skupaj, da za vas ni nadomestila. To bomo takoj našli. Tajnica, Ja, prosim. si poklicala, ne? Ja, to niste naročili. Ti pa zdaj naročam. Ja, koga pa prosim želite? On je včeraj, vsaj drugi še ne poznam. Ko se človek ne utegne, da bi se spoznal s kolektivom. In nekoga, ki je tehnične narave, recimo šofer. Pojdi. Taka neodgovornost je res zaslišana. Tovariši, pojdimo. To vas pa rabi tukaj. Bi mi svoj čas z okraja odhajali s takim kravalom, bi izvali potres. Ajde, Štef, kaj ti misliš? Jaz nič ne mislim. Potem me pa ne glej, kot da mi hočeš nekaj povedati. Veš, Jaka, jaz študiram sam na Daj si enkrat povedati, da v službi ne moremo reševati tvojih privatnih zadev. To pa srčno rad. Kajti s podpisovanjem se začenja direktorska odgovornost. Štali, Štef, pridi in se usedi tule poleg mene. Da boš zapričal. Kaj češ, Jaka, nobenega špihta ni brez nevarnosti. Namiguješ, kaj? Jaz kar nekaj rečem, ti pa kar zares vzjame. Človek ne sme nikoli ničesar reči, ne da bi malo poštudiral. Tajnica, tega pa ne bom podpisal, ker ni v skladu z uredbo. Jo, prostite, sestavljeno po najnovejšem predpisu. Zato se mi ni treba upravičevati. Štef, poišči mi v grnem predalo 45-letnika uradni list. Ravno včeraj sem ga preštudiral. Če dovolite, tovariš direktor, da Kaj? bi se rada opozorila, da so se med tem predpisi že kar večkrat menjali. Zame ne. Dokler ne pridem zaporedno številko do novega predpisa, se bo v moji tovarni delalo po starih predpisih. Kako vas pa naj drugače kontroliram? Tako, razen dveh stvari, ki jih moram še preštudirati, sem vse podpisal. No, si poklicala, one? Pa zakaj smrkaš? Preglajena sem, se slišite tudi govor. Potem si pa nos obriši. Naprej. Naprej, pozdravljeni, sedite. Umazali smo tu pa tako. Vi kar sedite, zakaj pa imamo čistilke? No, poklical sem vas, ker je prejšnjo vodilno osebje obnevo. Štef, kaj brskaš? Odstrani se. Iščem uradni predpis. Najdi ga in se odstrani. Obravnavali bomo stvari, ki bi te dolgočasile. Na tule imaš za 2 deci in pojdi bifet. Samo da si ga ne boš nažrl. Če bodo imeli popoldne črno pivo, me naj obvesti. Neko včeraj, ko ste mi cel soček vina sami požrli. No, ste vi seznanjeni z navrnjeno pošiljko gumbov? Ne. A se vam ne zdi, da je v osnovi zgrešeno že to, ker podjetje izvaža v Ameriko? Kaj misliš ti, ki sem te imenoval za tehničnega? Ja, še nič ne mislim. Kaj pa ti? To ni moja zadeva, naj komercialni reši. No, vidite, saj bo šlo počasi. Počasi, ali bomo spravili na tje. Meni se zdi, da je zgrešeno to, ker podjetje nima svojih ladij. In bi bilo bolje, da bi izvažali nekam bližje, recimo v Albanijo. Albanija je zaostala deželica, ki najbrž gumbo sploh ne pozna. No? Ja, Ti, čakaj, ker nisem povedal, da boš ti računo vodil. Ti boš pa komercialni. In kar, glejte, še samemu sebe ne preskrbim gumbov. To je sicer velika pomanjkljivost. Tako da, ali misliš, da je bil prejšnji boljši? Zato pa prodaja ni uspeva. Jaz imam tehtne razloge. Jaz pa še bolj.
Kaj misliš, da se ti ne bi zredil, če bi ti takole iz reprezentančnih fondov plačevali kosila? Ja, če bi se lepo pravil, da bi se mi zdravje izboljšalo, tako pa saj ne morem. Zaslužim slabo, delo je naporno. Se pritožuješ, so te nabujskali? To uredi doma svojo ženo. Malo preštudiraj. Sicer pa nimaš kaj študirati. Kdo je pa mene vprašal, če hočem biti direktor ravno Tvarnih gumbov? Dobil sem imenovanje, so že drugi vedeli, da sem sposoben. Tajnica. To bi bilo opravljeno. Tule boš zapisala, bo zapisnik delavcev, ki sem jih imenoval, namesto onih 3. Prosim, da ne siliš preveč voditi, ker še nimajo potrebne samozavesti. Piše. Počakajte. No, prej sem vam že rekel. Da je podjetje dobilo zavrnjeno pošiljko gumbov. In podjetje nima svojih ladij in zato bi bilo treba izvažati nekam bližje. Recimo v Albanijo. Ne? Kaj misliš ti, ki sem te imenoval za tehnične? Ja še kar nič ne mislim. Si pa tudi nič, ja? Počasi boste to uredili. Podjetje bo začelo izvažati v Albanijo. Ker Albanija je zaostala dežela. In gumbov sploh ne pozna in jih ne uporablja. Predlagal bi Italijo, tam je sorodnike, znašel bi se. Tudi v Avstriji bi nekaj spravil, peta mašta, vse tam. Vidite, kakšne lepe perspektive. Pa nobenih perspektiv, ker ne poznam lirik, šilingov in lir. In svarim vas, da bi zaradi tega bile silne težave. Ne sitnari, v računovodstvu so tako vedno težave. So šilingi, lire ali dinari. Na to vedno računam. Toda zakaj ne bi izvažali Albanijo, sem že rekel, ne? Vendar lahko bi začeli z aluminijastimi žlicami. To bi bil neizčrpen trg, ker začenjajo ljudje v Afriki in Aziji uporabljati žlice in naš trg bi bil neizčrpen. Diktirali bi cene. Že spet mi ne morete slediti, kaj? Vem, pri preprostem delu ste otopili, toda vsaj potrudite se. Odkar sem služil ti vojake, sem albanski medel, vse čase si. Kdo pa je rekel, da bom šel ti tja dol? Ti si vendar tehnični. Ampak jaz tudi ne bom šel. Tam spodaj je vročina pa mi škodi. Ne rečem Nemčijo, tam imajo standard, imajo Volkswagen. Kaj imajo pa Albanci? Hočo 5 kos, hvala lepa. In če plača, ne bom vedel, če denar pravi, jaz še svoj živi dan nisem slišal, da Albanci sploh s čim plačujejo. Ni, da bi podcenjeval vaše tehte predloge, vendar priznati morate, če gumbe izdelujete, je treba nekam prodajati. Saj prekleti gumbi. 100krat mi je žal, da sem šel ravno v tovarno gumbi. Nekoč sem jih prevrnil vse v kamion. Kolektiv je 3 dni pobiral mi žrtvar tega. Tudi jaz nisem navdušen nad temi gumbi, vse sem že rekel. Da bi bilo najboljše, če začnemo izdelovati aluminijaste žlice. Zdaj pa zijate. Človek ne sme nikoli niti treniti, če česa ne razume. Ta žlice, ker je odpadnega aluminija je dovolj. In ker vsi začenjajo žlice uporabljati, bi lahko to izvažali v nedogled. In tudi Kitajci bi to uporabljali. Ladje torej odpade. Pa kako boš pa žlice prevažal? To, da kulturne države ne uporabljajo aluminijastih žlic. Bodo pa nekulturni ljudje plačevali dvojno ceno za njih. In kako bo plačevali črnci, to bo problem, jaz ne bom kos. In na vse zadnje bi me šel v Afriko poslali za ves svet, ne. Človek dan danes še doma ni več varen. Dragi moji, s takimi paničarji pa naše gospodarstvo ne more napredovati. Tajnica, ali si ti zapisuješ našo debato? Pišem. Ja, kako si pa ti pisala? Ja, stenografirala sem, tako bomo počitali. Počakaj, za koga si pa pisala v teh šifrah? Torej, še tole me je moralo doleteti. In to mene, ki sem bil tako previden s takimi načvičkanimi ženskami. Kaj se pa režiš? Saj se ne, čeprav je kar malce smešno. A smešno ti je? Zame pa ni smešno. In tudi zate ne bo več smešno. Pri tej priči ne greš iz podjetja. Ne razumete? Ključa! Kaj ne razumem? Sicer vseh mogočih in nemogočih nesporazumov. Ključa, prevzamejo te ženske delo. Dovolj si se poslanjala 2 dni. Pokliči miličnika, ta dokument pa shrani, ker je to naše kritje.
Ne razumete? Sicer bo nesporazumov, odkar sem se rodil. Stopim levo, nesporazum. Stopim desno, nesporazum. Odprem gofljo, nesporazum. Ne boš me. Lepa si, to priznam. Toda zmešala me nisi. Julča, napiši razrešnico. In naj ostane v svoji pisarni, dokler nam pride miličnik. Ja, tega še pa jaz ne znam. Če ne znaš, nisi za podjetje. Pojdi domov svinje čohat. Ali mislite, da vas bom kar naprej učil? Pa nisem zapravil, da sem se onih rešil. Sedaj sem tele razporejal na položaje. Usmerjal štepa. Kaj mislite, da sem živina? Da se tudi meni ne more spoznati? Kaj preživiš na vsako besedo, ko pes na kost? Vi pa tudi, če ste postali nekaj več, ne boste z odprtimi usti uživali. Če bi niso mogli dati boljšega direktorskega mesta, kot to usrano gubersko, naj ga vrag vzame. Kozla, trezin, pajznic in mir v njem. A tu še človek študirati ne more. Že vidim, da je produkcija še večja kozlarija kot teren. Ne vem, če bo to za moje živce. Mitka, kovačeva, Vežanič plača. Odjednju si se ga spet nažrl. Oprosti, jaka, pero papir smo požarli, ostala je še samo kisla župa. Bo pa kislo župa, treba sedi. Zdaj smo pa tam. Zdaj se bom še mastreza dajal. Zakaj pa niste takoj spustili noter? Ja, včeraj ste pa naročili, da... Včeraj do danes je situacija bistveno spremenila. Včeraj je bila ona še Terezika, a danes je strašna Treza. Julča, ne, kar ti pojdi k vratarju in jo spremi. Prosim, da jo spremeš z vsemi častmi. Počakaj, obriši si šminko. Daj si nekaj lase razmrši, da ne bo zgledala tako zapeljiva. Štir, sedi. Ko Tereza to opazi, potem ne pozna milosti. Ko sem bil še v pisarni svoje na okraju, je skoraj vse babe pod 50 letom premunkala. Ti kako jo boš nagovorila? Kakor ukažete. Reci ji nekaj lepega. Viš, Tereza ni nič slabša od tebe, če se pošteno zrihta, je kar v redu. Kaj, šef? Jaz bi tudi šel, vse veš, da me nima Tereza nič prav. Nič ne bo šel, daj vas potiraj po mizi. Daj vas si očala na nos. Viš, to je vedno zbega. Si pripravljen? Začniva študirati. Ti pa pojdi v imenu Božjem ali saj ne vem katerem. Kaj delaš? Jaka! Tereza, če si užaljena, ker te niso takoj spustili v podjetje. Odgovori, kot si hodil vso noč. Pa to ni teren, da bi kar tako čopel doma. Problemi podjetja terjajo, da sem tudi po noči tukaj. Odgovori, kot si hodil vso noč. Pa vidiš, da še mi kaj takega na misel ne O, prišlo. vidim, da ti tale tvoja tajnica všeč. O, kako se motiš, ravno kar sem jo odpustil. Ali vas je res odpustil? Res, ja. Tako jo vzame nazaj. Pa se nič ne bojiš, da bi me slučajno vznemirjala? Nič več, ker je konc tvojega direktorstva. Kako naj to razumem? Tako, da greva zdaj domov. Kaj? Komaj sem se dokapal do tega mesta, se naj takoj sam zapustim? Nikoli! Ja, sam, ko pa da te odžagajo. Kaj? Ja, bolje, da ga zdaj greš sam, ko pa da te Kdo bo me odžagajo. odžagal? Tovariš Jaka Butoret, Prilika si imel, pa si jo zamudil. direktor Jaka Butoret, jaz sem novi direktor tega podjetja. Izvolite pogledati Ti si moje novi direktor, imenovanje. Butl! Izvolite pogledati moje imenovanje. Poglej, tu je moje imenovanje. Že mogoče, vendar moje je novejšega datuma. Si ga ponaredil, kaj? Ja. Ta problem bomo takoj rešili. Julča, pokliči ustanovo za imenovanje direktorjev. Kaj pa vi stojite? Nimate nobenega dela? Kaj stojite? Sedite in nekaj študirate. Niste ti treba nič več. Greva zdaj domov. Prosim, da se ne vtikaš moje službene zadeve. Še zdaj mi nisi našakal drvi. Se ti rekel, da se ne vtikaš službene zadeve. Čakamo.
končno rešili oni problem. Potem sedite in ga rešujte. Halo? Halo? Je tam ustanova za imenovanje direktorjev? Prosim, daj mi merčnika. Zdravo. Tu Jaka Bogorin. Veš, ni še bilo priložnosti, da bi se ti zahvalil za službo. Službica in pol fan, čeprav je nekoliko zaguljena. Ali to so že podrobnosti? Kaj, ne prekinjaj me, mi boš pozneje povedal. Imam spet kakšne težave. Tukaj se moj tehnični izdaja za malega direktorja. Kaj? Halo? Dajte mi vode! Kaj si jaz, ne vodo bom pil? Halo? Halo? Nesporazum? Da, vedno je nesporazum. Oblast je posegla v mest. Kaj praviš? A da ti nisi oblast? Ja, kaj si pa potem ti? Delček, milijonski delček, navadna nula. Seveda mi ne moreš pomagati. Natočite mi še vode. Zelo ajper. Kaj je zdaj, ne bom se kopal, vodo bom pil. Voda še, šupi. Halo? Misliš, da se bo spet kaj našlo? To, da imeva v vidu, da sem bil direktor. In da moram sedaj še bolj paziti na svojo avtoriteto. Halo? In da lahko grem sedaj samo še na višje. Za generalnega direktorja banke. Njega ne obladujejo nobeni problemi več. Halo? Glej, pa me je pošta prekinila. Kaj pa je to 3 minute? V 3 minutah se človek niti pošteno ne razgovori. Tako je to. Človek se vse življenje za nekaj trudi, potem se pa v 3 dneh vse podre. Pomota je bila. Jaz pa sem se tako gnal. In rešil v enem dnevu več kot drugim celem tednu. Pomota. Danes je toliko pomot in začasnih trenutkov. Ja, Jaka, zdaj gremo domov po Zdaj bomo pa šli domov, ja. Toda jaz bom pobral še svoje stvari, da bom doma ladil. Za položaj, ki mi ga je Merčnik obljubil. Manci, vse boš pospil tukaj. Veš, da moram biti na tekočem z problemi. Svoje družine, gremo. Rešica tajnica, prosim, naročite, naj nas niče ne moti, dokler ne rešimo problema z zavrnitvijo pošiljke. Da bomo dali to za potrebe cerkvene učilnice oziroma veroučne učilnice. Zbrali smo 49.500, zato prosim gospoda župnika, če pride gor, da mu to damo. Ne bomo še